V knjižnici Antona Tomaža Linharta je tudi plodno sodelovanje, tokrat z Gorenjskim muzejem iz Kranja in razstava Moka mora skozi konjski rep. Je to tako, Božena Kolman Finžgar? Dober dan, tako je. Oboje drži. Res čudovito sodelujemo z Gorenjskim muzejem iz Kranja, kar pogosto gostimo njihove razstave in mislim, da smo s tem zadovoljni tako mi kot muzej, predvsem pa naši obiskovalci, kajti s tem jim bogate zbirke Gorenjskega muzeja približamo in upamo, da tudi vzpodbudimo kakšen obisk v Gorenjskem muzeju. In res je tudi to, da je razstavi naslov Moka mora skozi konjski rep, kajti razstava govori o sitarstvu na Slovenskem, kajti svoje dni je bilo sitarstvo na Slovenskem ena največjih proizvodenj tega blaga v celi Evropi. Kje so delali sita? Pravzaprav med Kranjem in Škofjo Loko in razstava prikazuje nekaj vrst sit, velike, male, predvsem pa predstavlja, kdaj so uporabljali barvaste in kdaj črne. Naj povem, da barvaste so uporabljali za moko, črne so bile pa za pasiranje sadja in zelenjave. To smo seveda že pozabili, danes, ko več ali manj uporabljamo samo še plastična. No, zanimivo je tudi to, da je obstajala neke vrste hierarhija, to se pravi, je bil nek posrednik, poslovnež, ki je imel zaposlenih, če bi uporabila današnji izrazoslovje, nekaj teh sitarjev, sitarskih družin, ki so potem res pletli sita. Prodajali pa so jih Ribenčani vsepovsod po celi Evropi. Tak poslovnež je recimo porabil na leto od 10 do 14 ton konjske žime, kar je ogromno. Dobivali so jo z različnih koncev, veliko tudi z Rusije, in vsaka družina pravzaprav je imela svoje vzorce, svoje barvne vzorce, poznamo jih več kot 50. Tako da vabljeni na razstavo, na košček naše zgodovine, ki si jo nekateri še spominjamo, in seveda ta sita so nekaj čisto drugega, kot pa sita, ki jih uporabljamo danes. In tradicija še vedno ostaja, sita uporabljamo za različna sejanja vrst moke. Tako je. Uporabljamo pa ne več točno določena kot nekoč, ampak tista, ki jih pač gospodinje imamo pri roki.